Dober dan. Nacionalni preiskovalni urad preiskuje kaznivo dejanje gospodarske kriminalitete povezano z Novo Ljubljansko banko. Preiskave potekajo pri fizičnih in pravnih osebah na območju policijskih uprav Maribor in Ljubljana. 3 osebam so odvzeli prostost. Gre za primer, ki ga je sprožila NLB na podlagi razlogov za sum kaznivih dejanj. Po pisanju spletnih financ policisti preiskujejo posle NLB s podjetji povezanimi s Samidom Osmanovićem, pri čemer omenjajo Oil Metal Company, Montavar Metalna Nova in Dom Smreka. Po pisanju spletnega večera so med drugim preiskovali Albina Turka, nekdanjega vodilnega v NLB Maribor, zdaj direktorja mariborskih lekarn. Medtem pa bo nekdanji prvi mož NLB Marjan Kramar dobil 1 milijon evrov visoko nagrado za svoje delo. Ustavni sodniki so namreč razveljavili tako imenovani Kramarjev zakon, s katerim so leta 2009 za nazaj visoko obdavčili nagrade menedžerjem in nadzornikom. Kramarju je tako od milijonske nagrade ostalo 50 000 evrov. Zdaj mu bo razliko država morala vrniti, seveda z obrestmi. Pa ne le njemu, ampak še nekaj 10 drugim menedžerjem in nadzornikom. Ustavno sodišče je sprejelo odločitev glede zakona o uravnoteženju javnih financ. Odločilo je, da so neustavne le tiste določbe ZUJF-a, ki se nanašajo na obvezno upokojevanje javnih uslužbenk. Obvezno upokojevanje za moške torej ostaja, ženske pa se morajo upokojiti šele takrat, ko dosežejo upokojitveno starost moških. Ustavni sodniki so se tako odločili, ker zakon diskriminira ženske. Ministrstvo za javno upravo mora zakon popraviti v 6 mesecih. Poslanci Državnega zbora nadaljujejo redno decembrsko plenarno zasedanje. Na dnevnem redu imajo druge obravnave 3 vladnih zakonskih predlogov: zakona o zdravilih, novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V Sloveniji se je stopnja registrirane brezposelnosti oktobra kot vsako leto ta mesec zvišala. Tokrat za 0,4 odstotne točke na 13 odstotkov. Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo na skoraj 798 000. Vzrok za dvig števila brezposelnih je predvsem povečano število novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve, ki so končali izobraževanje. Oktobra so imeli najvišjo stopnjo brezposelnosti v Pomurski regiji, najnižjo pa v Gorenjski. Zavod za zdravstveno zavarovanje od uveljavitve Evropske direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu zaznava več zahtevkov za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini. A to po mnenju svetovalke s področja mednarodnih zdravstvenih zavarovanj ni toliko posledica uveljavitve direktive, pač pa večje ozaveščenosti ljudi, kakšne so njihove pravice. Avstrijka Marlies Schild je zmagovalka drugega slaloma sezone za svetovni pokal alpskih smučark v francoskem Courchevelu. Druga je bila Švedina Frida Hansdotter, tretja pa vodilna po prvi vožnji Bernadette Schild. Edina slovenska finalistka Tina Maze, ki je bila po prvi vožnji 15., je današnji slalom končala na 17. mestu. Maruša Ferk danes zaradi bolečin v mišicah ni startala, Katarina Lauter pa je v prvi vožnji odstopila. Tudi v sredo bo pretežno jasno, po nižinah bo notranjosti megla ali nizka oblačnost, ponekod ves dan. V četrtek bo na zahodu in v srednjem delu že več oblačnosti, drugje bo precej jasno. Zapihal bo jugozahodnik, ki bo postopno pregnal meglo. V petek bo na Štajerskem in v Prekmurju še delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije se bodo pojavljale manjše padavine, ponekod bo še pihal jugozahodnik. Danes v dnevniku televizije Maribor. Ali na Pošti Slovenije v delovnopravnih sporih uporabljajo poligraf? V središču ob Dravi bodo gradili novo kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Za uspehe nogometašev je zaslužen tudi trener, ki ekipo vodi šele dobra 2 meseca. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.